Kolega mi večkrat reče, da je bil nakup električne Kone eden najboljših v njegovem življenju. Žena se vsak dan v službo vozi tako rekoč zastonj, ker jo polnita doma s pomočjo sonca, razen ko so šli na morje, je bila malo slabe volje, zato ker imajo pač ta malo baterijo. Ampak to pri današnji zgodbi sploh ni pomembno. Danes sem na Češkem. Ne samo zaradi hudih bejb, kot je tale tule v ozadju, pač pa zato, ker Južnokorejci tukaj proizvajajo drugo generacijo modela Kona. In danes bom šlatal električno. Povabili so me v bližino tretjega največjega mesta na Češkem, v Ostravo, kjer so znani po rudnikih premoga, jeklarnah in plavžih, pa še njihova mestna hiša ima najvišji stolp v državi, 73 metrov nad tlemi. Dar spet sem malo zajadral. Torej, Kona. Redki proizvajalci si upajo biti drzni pri oblikah svojih avtomobilov in Hyundai si definitivno upa. Lahko rečem, da je Kona zdaj precej bolj futuristično drzna, kot je bila prej, pa še več prostora ponuja. Daljša je za 17,5 cm, tako da se meter ustavi pri 4,35 m, prav tako pa je širša za 2,5 cm. In pazite to, oblikovalci so se najprej lotili izgleda električne izdaje, šele nato so se lotili izgleda hibridne, blagohibridne in pa klasične izdaje. Spodnji del avtomobila so dodatno poudarili s črno plastiko, kar daje tak pridih hudih terenskih sposobnosti, ki pa jih Kona seveda nima. Ima pa Kona na obrazu in zadku LED trak čez celotno širino, glavne luči so postavljene tule spodaj, prav tako pa ima na boku več pregibov, kar spominja na model Tucson. Velik napredek se vidi pri notranjosti. Se prav vidi, da so razmišljali o elektriki že pri snovanju avtomobila. In zato je tule na sredinski konzoli več prostora, ker so prestavno ročico prestavili tule ob volan. Tule pa lahko imate več čigumijev in ostalih drobnarij, pač saj veste, ne? Da vse skupaj izgleda napredno, skrbita dva 12,3-palčna zaslona, eden za digitalne merilnike, drugi za multimedijo. Pol itak, da ima tudi projekcijski prikazovalnik, najbolj pa so mi všeč tile klasični gumbi, ki jih nikoli ni premalo, če mene vprašate. Pa še osvetljeni so, da boste tudi po noči točno videli, kam morate pritisniti. Kona ima zdaj za 6 cm daljše medosje, se pravi, je tudi na zadnji klopi več prostora za noge zadnjih potnikov. In ti bodo tudi lažje dihali vam za ovratnik, ker sta tu dva dodatna zračnika. Prav tako so povečali prtljažnik, zdaj pogoltne dobrih 100 litrov več, skupno 466, pod sprednjim pokrovom pa še dodatnih 27 litrov. Kona se tudi v drugi generaciji pelje prijetno. Mogoče še za odtenek bolj udobno kot v prvi generaciji. V vsakem primeru pa imate na voljo dve različni bateriji. Manjša pogoltne 48,4 kWh, kar bo za večino itak več kot dovolj, večja pa bo spravi 65,4 kWh. Ja, Južnokorejci so zelo natančni pri navajanju moči, zmogljivosti in podobno. Zato vam lahko povem, da pri manjši bateriji elektromotor ponudi 114,6 kW moči, kar je skoraj 156 konjev, pri večji pa 160 kW, kar je 217 konjev, vedno pa je na voljo 255 Nm navora. Zdaj, koliko lahko s tem prevoziš? Po VLTP z veliko 514 km sta malo 377. Hitrost je omejena na 170 km/h, do 100 pa potegne v 8,8 sekunde. Haha, elektrika je zakon. Kona ima na voljo cel kup, ampak res cel kup varnostnih sistemov, ker želijo, da ste z njo najbolj varni na cesti. Kamera tule za volanom ves čas analizira moj obraz in če zazna, da me je slučajno kakšna čehinja preveč zamotila tamle na pločniku, me opozori ali ustrezno ukrepa, če slučajno zaspim ali kaj podobnega. Opozorilnik na vozila v mrtvem kotu ni nič novega, potem je tu še samodejno zaviranje v sili, tempomat s funkcijo sledenja in še bi lahko našteval. Fino je, ker lahko Kono zaradi res hude regeneracije zavorne moči vozite tudi samo z enim pedalom, če to pač želite. Če pa ste nekje v naravi, na pikniku in ni elektrike, pa boste lahko poganjali še naprave z močjo do 3,6 kW. Vem, polnjenje vas zanima.
Kona podpira 400-voltno polnjenje, kar pomeni, da se bo baterija napolnila od 10 do 80% v 41 minutah, ampak to samo na hitrih polnilnicah z močjo največ 100 kW. Vgrajeni polnilnik ima moč 11 kW, se pravi, velika baterija bo polna v dobrih 6 urah. Sicer pa nameravajo v tovarni tukaj v kraju Nižni Lhoti do konca leta skupno izdelati 21.000 električnih konj, prihodnje leto že kar 50.000. Kona Electric skupaj z modeli Ioniq predstavlja pomemben mejnik na poti k čisti elektrifikaciji, saj želijo pri Hyundaiu od leta 35 naprej prodajati samo še električne avtomobile. Upajo tudi, da bodo s čisto novo Kono Electric pospešili prehod na čisto mobilnost in tako dosegli napredek za človeštvo. To pa je cilj. K nam pride prihodnje leto.